Kaj si kot predsednik turističnih vodnikov Krasa in Brkina v mednarodnem dnevu turističnih vodnikov najbolj želite? Da bi v letošnjem letu zadeve za turizem postale spet bolj normalne, da bi turistični vodniki dali našim dragim obiskovalcem to, kar najbolje znamo, to je, da jim razkažemo in pojasnimo zanimivosti, značilnosti, posebnosti našega prostora, vezanega na bogato naravo in kulturo. Kakšen je položaj turističnih vodnikov v vašem kraju oziroma na vašem območju? Čedalje boljši. Če pred par leti marsikdo niti ni vedel za naš obstoj, tako rekoč dan danes takih ni več, ljudje nas tudi najemajo, angažirajo, prašajo za pomoč, za nasvete, tako da počasi postajamo normalen del družbe. Zavzemate se za profesionalizacijo turističnih vodnikov? Do neke mere. Zadeve so postale toliko kompleksne, da dejansko pri nas vse življenjsko izobraževanje postaja realnost. Posledično, če nekdo že toliko vlaga v znanje, je pošteno, da tudi od tega živi. Torej, določen odstotek turističnih vodnikov dejansko se bo profesionaliziral, medtem ko ostali bodo živeli poleg rednega dela tudi v tej dejavnosti, v kateri vidijo izziv. Kakšni so načrti vašega društva? Še naprej v letošnjem letu se intenzivno izobraževati, se vključevati v dodatne razvojne projekte in začeti končno bolj pogosto voditi, kot smo v zadnjih 2 letih. Hvala lepa. Se prosim, lahko še predstavite? Bogdan Macerol, licenciran turistični vodnik, predsednik Društva turističnih vodnikov Krasa in Brkina.